Ne, jaz pravim, da ne šmi. Da ne šmi, ne da šmi. Ja, Šmi. če bi peli slišal, bilo res že. Ja, se to pizde. mislim. Pelju šmel. Čak samo. Noč ne šmi. Ja, zi, bliži si, da je Mike, pa boš manj šmel, če se žda bolj potih. Čeprav noš, ne, isto boš šmel. Isto. Se imam ful potihov v bistvu. Ja, Sploh a nimam. imamo mi Sploh isti nimam. setting? Ne vem, vse v redu. Zdaj sem dal malo bolj na easy, pa zdaj, ko govorite, je v redu. Ne slišim, mislim, se ni moteče. Ja, ne, vse v redu, vse v redu. Ja. To je super dobro, sam ne vem za to. To je vintage. To je sound tak. Crash Ma sound. ne, v redu, v redu. Ja. Vse biče v redu. Dela, koliko se zagre. Ja, smo imeli rahle tehnične težave. Nikoli. Čakaj, zdaj lahko ugasnem internet, misliš? Kako to misliš? Tako, po celem svetu. Ja. A boš Google napisal? Ja. Pa če bo je, da če DuckDuckGo, da je isto. A isto? Ja, ja. To nisem popravil, to mislim, da popravijo, veš, po tokem čaju. Ja, pa se hvalijo, da so ful bolj z privacy, pa da so ful bolj prijazni do uporabnika. Drek so. Ne. A si probo? A si se upal? Ne upam, ne, valjda, da ne. Enkrat sem opisal Yahoo, pa zdaj vemo, kako je končal. Ne? Ti si pa odkril. Zakaj je šlo to v grunt? Valjda. Če kdo še spomne Yahooja. Noben. Vse je to. Pa isto je bilo z GeoCities. GeoCities. Čeprav. Kako je bilo to? Ne, ampak res. A ne veš? Ne veš, kaj je GeoCities? To je bil eden prvih teh startupov, ki si lahko v bistvu svojo spletno stran naredil. Ne? In so bile kao, oni so, vsi se mi dobro idejo, da bi imeli mesta, a veš, kjer bi se, mislim, mesta spletnih strani, kjer bi se ljudje združevali, ne vem, vsi, ki radi delajo craft pive, pa to, ne. Pa sem naredil page, za ston. Pa si lahko page delal, ne, tam, ne. Ampak pol, mislim, da je pol pač ostalo samo to, da so bile za ston, da so ponujali za ston tele lele, ne. Page. Ja, page, ja. Ja, ampak so bile tudi neki community, community, pa so se direktorji sem imeli. Ja, Ni bilo tazga druženja, kot ga zdaj poznamo, ampak najbrž je bil na Ircu ali pa boh. Ja. Tako da ja, ni pa bilo v aplikaciji na telefonu, še zmeraj si mogel. Telefon je imel takrat VAP, tako da težko si kaj. Težko si kaj posurfal. Če je imel VAP. Ni to ti za avto čiste. Ja, tudi to je. Ja, tudi to, ampak ne. Pa je bil tudi VAP 2, pa je malo bolj delal, ampak nekaj preveč. Aha. Pa sem ugotovil, da to ne dela. Čakaj, ki se mi pržgal tle. Samo... A se še slišmo? Dobre, se še slišmo. Ja, v redu je, se še slišmo. Super se slišmo. Ja, no, ja, tisti dobri stari časi. Tako, ko je bila še mat kurja, pa si ti, najdi si. A veš, v bistvu v resnici, ne, ful cajta smo verovali, da je to, da imaš telefon s sabo, res dobra reč. Ne. Zdaj se nam pa zmer bolj dozdeva, da v bistvu ni. Ne. A veš, v bistvu tisti cajti, ki si imel telefon sam zato, da si poklical prijatelja, pa šel pol na per, pa si se imel ful fajn, pa nisi brskal po telefonu. Ja. Če ti je bilo dolg, če si šel pač dam. A veš, ja. Ali si se pa pač pogovarjal z nekom drugim. Takrat je bilo res ful drago to. Plus tega, da je bilo ful drago, ja. Ja. Plus tega. Ne, najprej si čakal, da je bila ura 7, ne. Ja, da si koga poklical, ne. Zdaj levo. Ja, valjda, točno, ja. Še to je bilo drago, je bilo kasan satan. Veš, to... Pa tipkati, mislim, si mogel kar natipkati, če si hotel kaj dolžga natipkati. Si mogel kar velikrat pritisniti tisto tipko. No, pa tudi SMS-i so bili dragi, vse je bilo drago. Vse je bilo dražji, valjda, ja. Po znakih je bilo, sam povem za... Ni bilo po znakih. Po znakih je bilo. Ne. Nekaj časa je bilo. 150 je bilo zmeram za en mesec, ne? A je bilo? Ja. Ne, se je bilo pol je bilo. A ni pol nek problem, ker pol emojiti so ful vzeli znakov. Ja, to pa ja. Spomnim biti. To pa je bil problem. Ker če sem pisal, ne vem,
Bobby Bar pa 4 emoji, si bil že v 360. Ja. Okay, ful za znake. Zakaj nisem mogel sam Bobby Bar napisati? Ja, Pa bi pol tiste emoji izrazil. Sony Ericsson že imel emoji une. Ampak bi emoji izrazil pol v Bobby Baru. Ali bi pa navadne emoji. Kako poveš, Bobby Bar per na zdravje per? Ker drugačka s per na zdravje per. Kako moraš to natipkati? Ne, če sta prav dec veš, ker napišeš Bobby Bar. Ja, no, ampak hotel si biti mal, ne. A shodil na čaj prijatelj? Mal si hotel biti, ne, smešen. Hotel si biti frajer, zato ko imaš emoji. Tako. Pa znaš jih uporabljati za razliko od unga, ki jih je dobival ponovadi. To je bilo to, ne? Napuh v bistvu. No, zmeram je, eden od smrtnih grehov, ne, da je zmeram tukaj. Ja, oni radi uletijo takole v te enačbe. Mislim, lej, teli pisci tehle knjig so imeli neki prav, sam pol, ne. Izvedba je šla po svoje. Dol si dal, no, mislim, halo. Ja, vem, ja. Zdaj boš pa poslan ga držati. Če te ne vidim. Seveda me vidiš. Pol to vse pred glavo. Ja, tako. Sam ne premiki. Ja. Ne premikaj se. Zdaj se ne premiki do konca epizode. Mislim, dragi poslušalci, zdaj ima mikrofon naštiman, tako kot mi ga je naštimal naš. Jaz sem tega naštimal, zato ker smo, če nisi opazil, smo vse druge smo odpustili, zato ker zdaj pač v sektorju našem je tako, da se odpušča na veliko. Tako da bomo zdaj povedali slovo scenaristu, redaktorju, montažerju, oblikovalki, ki je skrbela za oblikovno podobo in fizičnih in online stvari. Režiserko smo boje imeli, pa tajnico smo boje imeli. Seveda smo imeli režiserko, Urška je bila. Urška je bila režiserka, tajnica režije, slabo je delala, ona si kar malo zaslužka, je fulkat ta plavga tolkla. Organizator, ki ni bilo, ker če bi bila, bi bilo to bolj organizirano. Ampak glej, bila je pač pa strokovnjak za družabno mrežo, pa tonski tehnik, ki smo ga imeli tam v predprostoru, enega smo priznali, da nismo plačevali, ampak smo ga zdaj odpustili končno. No? Tako, vsi so šli, pa še PR-ovci, ampak to pustimo. Ker v bistvu smo imeli samo enkrat smo uporabili, takrat, ko smo praznovali dan brisača. Ko smo bili v Cajtungu. To blok res outsourcano. Zdaj smo, zaenkrat, ampak pa nismo plačali. Ne, zdaj smo ga pač odpustili. 90 dnevni plačilni. Ja, drug let pa vsi PR-ovci javite se na razpis, boste lahko to naredili, kampanjo za dan brisače, sicer ne dubel plačan. Računa ni treba izdajati, ker smo mi prijazni, toliko da ne DDV-ja zalagali slučajno, ne? Ja, ker... Ne, mi smo res prijazni. Toliko cajta boste zalagali ta DDV, da bomo pa šli v stečaj. A veš? 90 dnevni plačilni. Smo prijazni, da že naprej povemo, da ne bomo računa plačali. Ker pol mora on DDV založiti pa vse, ne? Pa do računovodje, pa nazaj, pa storno, pa pa tret. Se bomo zmenili pod roko, pa itak na uždubu. A veš, pa izvržbe, pa nas nimaš več kaj rubiti. Jaz sem se pa sprašval, zakaj te Spotify, pa Gimlet Media, pa WNYC, pa te velike radijske postaje, a veš, zakaj jim ne gre. Takole, ne, a veš, ker niso računo izdajali, veš, pod roko pa nekaj, Ker je imel enkrat na tem koncu geografski lokaciji svoj headquarters, ne? Se jo pa tudi kaj drugega naučili še, ne? Ja, to pa je. To je ugotovili, zdaj bojo ugotovili, da ni najboljš imeti v davčnih oazah headquartersa, ne? Ja. Ampak na Balkanu, ne? Seveda, ker se vse drugače zmeni. A veš, to je čist drugače. Tle se stvari čist drugače skrijejo, pa organizirajo, ne? Veš, ker tam v teh otoških državah nimaš teh birokracije, ki ti pomaga skriti še preostale milijarde, a veš, razen na Irskem. Na Irskem so, kar se tega tiče, da Microsoft pa Apple sta ful zadovoljna. Oni tam so kar dobro. Ti več davka plačal letos, kakor ga je Apple na Irskem. Valjda. Ne moraš še država dati verjeti. Ja, lej, to, kaj ljudi zaposlujejo. Ja, valjda, da ti se halo. Treba pomagati. Treba subvencijo, ja. Treba pomagati, ne.
Malo je treba pomagati, ja. Ampak gledaj, to tako pač, mislim, zoprne reči to tako pač, jaz nisem advokat, da bi se zdaj z vso mojo silo, razumeš, with all my might, da bi jih, potamanil. Kaj da bi jih potamanil? Ne potamanil, da bi te nepravice popravili, kako se izrazil, ne. Veš, ne moreš, ne. Mislim, ne moreš. Eni ljudje so zato na svetu, da te stvari rešijo, pač mi nismo za to, ne. Mi smo glikar odpustili 3/4 stafa. Zato, ker smo kapitalistično naravnani, ne. Ja. In smo veseli, da je, kar se revolucionarnosti tiče, da se zdaj dogaja samo v šamponih in raznih kremah in podobnih zadevah, ne. Da tega nimamo, da bi kdo kaj tukaj, da je kakšne druge spremembe v svetu ves, ne? Nam je tako v redu. Ja. Revolucija v šamponu. To si bom sposobil. Revolucionarna formula je, zigar je nek. Ne? Hvala, ja. Sanda je revolucija. Ti, zdaj, ki imamo ki imamo te, če bi rekel revolucije, lahko ima tedna, ampak jaz si bom vzel si bom pravico da bom ukradel to idejo. Revolucija v šamponu bo naslednji komad, ki se ga mnoto pisati, ki se mi zdi res dober. Ker smo pa glih po revoluciji v šamponu, sem se pa spomnil, zdaj, ko imamo te vremenske spremembe, ki sicer eni pravijo, da jih ni, ne. Veš, 3 vremenski taft bi mogel zdaj začeti s 6 vremenskih taftov, tudi za požare, poplave in kaj še bilo, ne. Čak, kobilce bo je pa druglet mogoče. Žled. Ja, žled, no. Ja. Če ti frizura zmrzne. Ja, sej. Jaz sem mislil, če ti kaj gor pade, da to drži frizura, da... To je za kobilce. Ti si za kobilce, ki bojo za druglet. Drevo zdrži, veš, če ti... Veš, 7 vremenski taft. Da bo tudi za drug let, ko kobilce pridejo, bo vaša frizura še vedno kaj škatlice. Kot Donalda Trumpa. Zdaj vemo, za ko smo imeli PR-ovca, ampak no, pojmo naprej. Kva? Kot Donalda Trumpa. Ja, on ima ga uporablja. Ne vem, če 3 vremenski taft, ampak... On? Ima čist plastičen nastavek na glavo. Tako da ni... Ne rab nič kupovati. Sam da gor in je to. Pa jaz se pošprica, no, ampak ja. Da se pošprica? Ja. Ziher mora imeti... Ja, drži, ne, da ga... Da dobro prime na glavo. Ja. Sam na une priseske. Veš, to sem jaz enkrat, sem se norčuval s tamalo in ki je imela veš, to, kako kupaš v Decathlonu lok na une priseske, ne? Ja. In si jih jaz zabijam na glavo, kao, da bom jaz gledal bubica, ne? Bubica. Veš, to antence pa to, ne? Ti se veliko pizda, mislim. Ja, se dobro drži, veš. A res? Jaz se vem, se jih imam. Sam človek, kad dol pobereš, ne? Au! Ja, plavi fleki na glavo. To potegne... A je to, kakaj? Ja, grdo. Zakaj pa ni za tist potegnil, se ima tist, da ga lepo dollaš? Ja, ampak vsem, že ko prime, on potegne tako da ja. Ne tega početi doma. Aljo je sprobal za vas, tako da to ne početi doma. Razen, če hoče imeti plave fleke po glavi, to je pa tudi poste pa pika palonca. Ja, no, skoraj, ampak kaj. Ja, se reče, good enough. Kakšen, ki je malo barvno slep, zihar ne bi pazil. Tamlo plava, črna, tamlo plava, se nima veze. Ja. Pa še pobarvaš, da imaš lepe kroge. To. Dobar. A čmo? Čak, stop. Vseh teh neverjetnih. Sem sapo zajel. 14 minut, Slavko, ni čiste. Zdaj smo imeli nekajkrat, a veš, taka lepa, Slavko je sporočil, da se je zgodila lepo naključje, ne? Ja. Končali smo pri 10 minuti, kar je naslov Slavkotove prejšnje knjige, čista 10, tako da danes Slavko ni čista 10, ampak mal čez. Čista 10, pa mal čez. Je pa 14, ker je skoraj 41, ker je skoraj 42, 42. Ja, v redu, glih tako v redu. Če prešteješ še plus 1 in je 42. Ja, pa avtobus na vrhovce. Slež bukavci, odvisni, kjer ga vzameš. Ja, odvisni, kjer ga vzameš. Pejmo zdaj v avizo, no. Ja.
Zdravo, štoparke in štoparji. Ravno med tem, ko so zginili štoparji po celem svetu, smo se mi spomnili štoparski podcast. Ne vem, če je prvi, veš, kaj to je še scenarist pisal, pa še prej smo ga odpustili, tako da zdaj mu odpustimo. Ne, se zdaj sam, da vidimo še, a ga bomo tožili ali ne. Ok, odpuščen si itak, zdaj sam pazi. Če tole niso preverjeni podatki, te bomo še tožili. Napisal, da je to prvi štoparski podcast na svetu. Ki se vsako epizodo posveti enemu poglavju knjižne trilogije štoparski. To je res, ker tazga še ni. Ok, dobro, tožbe ne bo. Ne, sam, veš kaj, se njegov odvetnik lahko skliceval na to, da kar mi skozi govorimo, da smo divje netočni. Zdaj si mu nekaj povedal. Ni to prvič rekel, nismo. To je res. Mislim, to se lahko sklicuje že v naslovu smo imeli to, tako da zopranje. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Se res. Mal zna biti. Veš, kaj ni tehnika, nekdo drug ne lajta mi tle. Skratka, mi smo. Aljo, Peli. Easy. Ja, to. Hvala pa tudi za podporo. Brez nje ne bilo piknika. Ali pa ne bo piknika. Ali pa, ga sploh ne bo. Brez podpore ne bo piknika. Pa ne bo piknika, pa kako ne more biti piknika? Hvala za vse ribe.si, drage poslušalke, da bo ta Aljo pazi mirna. Ne zdaj topi. Vrnite Aljo upanje. Akcija 1919. Hvala za vse ribe.si, neč 1919. Jaz ne smem za Aljo ta nekaj dobiti. Aljo 5. Ne bi bil prav nakazilo posebej za Aljo. Aljo 5. Ločijo te. Aljo 5 na 1919. Če boste se zdaj le preklupali na hvazeseveribe.si, pošljite komentar Aljo 5, pa bomo vsi vedeli, da je za Aljo, to bomo dali posebej. Pa ker se ne pikniku vidimo, bom dal v majico Aljo 5. A jaz sem ostali, pa ne dobijo majice. Tik bo pizda. Sem rekel sam sebi. Ok, v redu. To se ne izide matematika, glede na to, da je majica 10 evrov. Sem 5 v minus. Sem hotel reči, z vsakim, ki bo. Pejmo raj pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. To z majicem pa pozabite. Samo hvala za seribe.si. Črtano je zapisnik. Tako je. Dobro je, ta zapisnik je dobro. Tega niste slišali. Ja, niste slišali. V prejšnji epizodi je nekvarnik smo bili kar slišali, v prejšnji epizodi pa kva pa je bilo. Random je spizdla ladjo, oziroma zgodila se je, se je odpeljala, premlatla je starejšega občana. Ja, uporablja je končno tisti kamen. Oster kamen, ki ga je imela. Zašiljen. Ja, zdaj že vemo, kdo jih je fasil sploh. Ne še. Ne vemo še. Artur se je usedel na skalo, ampak skala se je premaknila. Skala je bila človek. Tako da zdaj pa moramo dati kvarnik, ne prej, mater vola. Prej sem dal kvarnik samo zato, da se izvlečem iz unih. Se je razumeli. Se vem, ampak vse. Tako. Malo je bilo oko. Ne, ker smo začetniki v tem poslu. Pa šele prvi, ajde tretji podcast. Tretja epizoda, res smo še ne veš. Ruki. To so napake, ki nam jih morate odpustiti, dragi poslušalci. Tako da zdaj pa imamo vsi skupaj z odpuščanjem v ta... Z odpuščanjem v kvarnik. Še malo pa se za roke primamo in molimo. In v 18. poglavje 5. knjige. Artur je bil prestrašen, ker se je zgodilo to, kar... Skala se je zbudila. Skala se je zbudila, ampak je pa tudi avtor je spet hudomušen, oziroma vse smo že rekli, da je že par poglavij kar dobro, da to je tole zabavnost. Ni vedel, česa se bi bolj ustrašil, ne tega, da bi poškodoval človeka, na katerega se je pomotoma usedel, ali da bi človek v upravičilo njega poškodoval. Se ima prav v bistvu. Jaz nisem pomislil, da bi človek lahko se maščeval ti zato, ker se usedeš na njega, ampak lahko. Ti pa nisi dosti po lokalih hodil, tako v mladih letih.
Jaz sem naiven, veš. Včasih se že ob koga obregnil, pa si jih že lahko dubo. Zob sem zgubil, zato ker sem miril ljudi. No. Pa še bi lahko naštevali, ampak sem epizodo. naiven. Kakšno epizodo ali dve. Ja. Bomo veš kaj, drug podcast mi gre na živce. Osu gre enkrat na let, pelje pa hokejist. Ja, saj 10 let sem bil v teh bližnjih srečanj z roko, ki ni hotla mene. A veš, še to, mislim, enkrat je hotla mene, ampak večkrat pa ne. Niti pobožali ljubeče. Ne, sam takrat sem bil pač čist navaden debil, pa sem se pustil pretepsti. Tako da je bilo vse v redu. Na koncu je bilo vse v redu, pa tudi takrat ni šel zob, tako da je bil profesionalen pretepač, me je ne 6krat nokauteriral, tako da sem po tleh padel. 4krat za zgodbo, no. 7krat za zgodbo, prav, no. Ampak niti en zob ni, niti veš, da bi se malo losil, ni šlo. Tako da je bil res profi, model. Je znal udar. Tako da hvala lepa. Razbit sem bil pa kak hruška, razumeš, čist. Tako da pejmo naprej. Tak, na katerega se je usedel, je bil v nezavesti in je bilo pač, ni imel problema s tem, da bi ga nazaj udaril, Artur. Tako da je imel, kar se tega tiče, kar srečo. Pol je preveril dihanje, pa se je spomnil, da ne ve, a mogo imeti za prvo pomoč, in tle sem se spomnil, da veš, Artur še ni slišal tega lecarja Gojko Tajkole in Šambrajla Kadajman. Kar je v bistvu res dober podatek, če si hočeš zapomniti, kaj moraš delati. Samo v ritmu rihane v prsni koš pa je stvar rešena. Kaj sam? V ritmu rihane Šambrajla Kadajman, a ni izgledal? Bo v zapiskih. Bo v zapiskih. Okay. Kako je že? Ne samo da uživam, ubijam. Ne spomnim se, ne uživljam, ubijam. Res pa Izobraževalni video o uživljanju. Fajn, zabavno. Pa povedal v bistvu, če imaš v bližini mašino za uživljanje, ki mu defibrilator mu ne gre. Pa fuma lepih, veliko lepih jokov je, pa par milijonov ogledov, tako da, a veš, taka akcija, ki v bistvu je prišla na plodna tla, v bistvu. So ljudje opazili. Z Aljota pa za ungata drugega, ki ni videl, pa bomo dali zapiske. Mislim, moraš vedeti, kaj narediš z nezavestnim, no. A ti veš, da že tako je na pamet? Ja, ne, jaz sem starejši občan, pa imamo defibrilator, imamo v pisarni. Veš, pa zato ni izgledal, ker ne rabiš. In smo imeli tudi izobraževanje. Ni videl vse epizode urgence, tako da zna. Ne, je v bistvu vse samo naredi. Stej, če se ne zadereš, klir nisi nič naredil. Ja, ne, moraš joške, moraš pobriti, pa popati in popa mašina, umaknite se. Če ne rečeš klir, sploh ne gre. Je brez veze. Ampak, a vidiš, je pa poslušal na predavanju, tako da bravo. Ne rabiš niti gledati videa, ampak bomo vse dali, ker je zabaven. Ti si, če nimaš tega. Ti si v življenju brez defibrilatorja. To je, v ritmu rihane. Defibrilatorja. V glavnem, Artur se je pa študiral, ima rab prva pomoč ali ne rab prva pomoč, ga ne prevali na hrbet, pa kaj bo, ama kaj zlomljenega bo. Mislim, pač te stvari. Veliko dela. Dobili smo pogled, ko Arturju dogaja, kadar ni čist prepričan v življenje, vesolje in sploh vse, kar je najbrž velikrat. Razen zdaj sendviči. Ti iste stvari pomisliš, a ne bi isto pomislil. Najbrž, ja. Še malo panike. Z defibrilo. Vedno bi, da ga v uni lukni, mislim, v tlini nimam, tako da jebi ga, pač ne moreš. Velikrat, kak ga ni, no. Ja. Večkrat tega zdaj ta masaža srca je in, ne. Sej to je pa v ritmu rihane, 120 udarcev na minuto, pa je to, ne. Umetno dihanje je zdaj out, ja. Pa pri tem, ko masiraš, je stric rekel, da mora kar škrtati. No. Ja. Če ne zlomiš se, kakšen gre. Če nisi nad zlomil, slabo narobe naredil. Tudi Gojko Ajkula isto prav, veš? Imamo. Skratka, gospod se je pa tudi zbudil. Gospod se je zbudil in je rekel ti! In je Artur rekel ti! Ja. In pol,
In pa sta se nekaj o tem, kdo bo mogel podočiti tokrat dajala in neka slaba volja. Ne? Ampak če se spomnimo, ne? Robot v prejšnji knjigi, ali je bilo to v prejšnji knjigi? V prejšnji knjigi je bil robot, ki je prišel, pa so pol z njim odšli na uni zemlji, ki je bila, tata umestna je bila, ne? Ne vem, kje, ja. Tam, ki je bil Rob McKenna, na tej zemlji, ne, so bili oni nazaj spet. Ne. Še Svenčerč. Kje je to? Kdo se sploh še spomne tega? No, v glavnem, spomnim se, kaj je šel Ford po Casablanco, drugače se ne bi spomnil v lifeu. Tako da, ja, no. No, glavno, a ugotovimo, bomo povedali, kdo je ta gospod. Vse smo že rekli. Ne? A nismo? Ne. A ja, no, ok. Ford Prefect. Ja. Ford Prefect. On osebno, ja. Za tega sta bila. Zato je bilo ti, ja. Tako. Za unega ne vede, kdo je to Ford Perfect. Ja, tako. Ne. Točno da. Kar je bolj pravilno. Za vse poslušalce, ki ste bili z nami že iz prve epizode, ko smo Zaphod v Bibelbroxu rekli, Zaphod Bibelbrox in ne Zayfod, pa Ford Perfect je Ford Perfect. Čeprav meni je Prefect všeč. Perfect. Ford, okay. Ford. Okay. Za nas, ki ga že toliko cajt poznamo, je Ford. Je Ford, ja. In Ford je pol, ko ste se nehali kujati, vprašal, kdo hudiče je bila ta ženska in kaj hočejo veverice in pol v bistvu ugotovimo, ne. Ford pove Arturju, da če sta bila bliz une ladje, da v bistvu ladijski možgani v bistvu vplivali na živež okolje in so skrajno ustrežljivi in da bi mogli biti to že, kako že piše? Kontaminirajo v bistvu celotno območje. Da bo malo prijazno. Cele ekosisteme, ja. Da bo ga malo prepovedati, da mogoče ni čisto legalno. Najbrž je zakonsko prepovedan, ampak najbrž je zakonsko prepovedati. Kako že? Da je zakonsko prepovedan, da ni lih najbolj legitno, da lahko se to zgodi. Ja, ampak je to tudi zakonsko prepovedano. Ja. Tako je, dvojen joke, no, v glavnem, lepo je. No, v glavnem, in pol, vmes Artur Fordu pove, da je bila to njegova hči in to ga čisto zuje in pač mora povedati še enkrat in pove še enkrat in pol pač se pogovarjata, da ni vedel, da ima hčer. In pa mu on to ne verjame, pa poveči gava je, pa mu še bolj ne verjame. Ker jaz se strinjam, se slišala vmes, ker se nismo videli, tudi pove, ampak me ni nikoli omenila, tako da, Malo je bil skeptičen. No. Ja. Čeprav jih je pa dobro fasal. Enkrat mu je navrgla, kukor da ima enega otroka, ne sam nekaj. Ja, da vidijo. Ford je bil bolj ta prav dec, ne pa niti ni sprašal naprej, kaj se s to zadevo dogaja. Ne? Točno je. Ona pa zgleda tudi ni razvila debate, tako da je ostal pri tem. Je ostal pri tem, ja. In v tej maneri tudi Artur ni rekel nič, ne. In pol se probal razložiti. Pa me probal razložiti, kako pa kaj ne. Glede tega paketa, da mu je paketek poslal zato, ker Artur res na to odpiral, pa ne. Tle bo ziher na varnem, ne. Ja. Ampak ne, ni vedel, da ima z vsemi okoliščinami ni bil seznanjen. Tako ni bil seznanjen. Da je v igri ženska, pa da je v igri še najstniška ženska. Ker je... Ne. Pa kamen ima. Kaj vrgli stvari mali z... No, moja sam kamna nima. Ta knjiga pa ne bi mogla priti v boljših letih zate, Zdaj sem malo si se malo poistovetil. Večkrat sem se pogreznil v tale stol. Pa sem se sam hvaležen, da nima kamna. No. Saj kar dobro. Pejmo naprej. Dobro, se učite ni zlamala. To pa res. Oče ni fasa, je kdo drug. Čak za enkrat, če ne. V glavnem, ne.
Pol Ford pove, pač, da je pol šel za signalom, ki je bil sicer šibek, v bistvu ni bilo signala, ampak je dobil signal od starega štoparca, ne, v vodnika in stopil ven, zagledal žensko, se hotel pozdraviti z njo in ona pač bam. Ne. In pol je valjda, da vseh 4 pristal in moledoval, prosil je, ne. Prosil je, da tukaj prosil je v bistvu zato, ker je vedel, da bo ukradla mu R2V6, ne. A veš, in to ga je pa, ne, on je vedel, kakšna ladja je to, Artur ni vedel, kakšna ladja je to, ne, Random je vedel, kakšna ladja je to, ne, in Random ga še enkrat butelna. Poleg tega, da je tudi moledoval, da ne pusti tukaj sredi tega gozda. Ja, seveda, ne, prosil je na vseh 4 je bil, prosil je. In žblam še enkrat. Ja, in žblam še enkrat in Artur je rekel, potem pa potrdim, da je to moja hči. In Ford je rekel, zlat otrok. Sam navaditi se je treba. Ja, in pol je lepa. Kaj bo pol manj ostra? Ne, sam veš, kdaj se izmaknete. Ja. To so te lepote starševstva. Ja, veš, tako da, vmes avtor lepo malo za lepotič, da je vzhajalo sonce. Ampak do Arturju ni bilo prav do njega, ki je vedel, da neki, veš, tole ljubezenska zgodba, mirno življenje na Lamueli se počasi končuje, sploh če je ta model prišel. Ja, itak. Bonkol. In pol ga je vprašal Ford, kaj pa delaš sploh ti tle? In pol razloži zgodbo o sendvičih, ki je lepa in tako. Prav, a veš, milo se ti stori, ko bereš, kako je bil. Ne. Ja. V bistvu, Vaščani so ga rešili, on je pa, a veš. Ne, Mislim, pa on je enkrat najdel poslanstvo, ne. Ja, veš, to je to, kar ti v bistvu življenja. zdaj vsi sodobni priročniki za samo pomoč ti govorijo. Ne? Pa veš, mislim, da to so ljudje iskali že pred priročniki za samo pomoč. On je to dejansko najdel, ne. In zdaj mu je spet en razbavno sliko, ne. Ja, čeprav po nesreč, ki je, ne, v bistvu, tle je lepa štorija, ki je on rekel, jaz sem prišel z visoko razvite civilizacije, zdaj mu pokazal, pa ni vedel nič o ničemer. Kar je tisto, kar smo se že tudi enkrat pogovarjali. Večina ljudi ne ve, kako večina stvari deluje. Vključno z, kako dela ta mikrofon, nima pojma, ampak vem pa, kjer mora biti, da se bo dobro slišal. Tako da, ja. Še malo pa bomo sendviče delali. Mislim, jaz, če bi pač najdel tako poslanstvo, da bi bil, ne, a veš, še hkrati malo božanstva, se ne bi nič pritoževal, moram priznati. Pa zadovoljen si, on ni hotel biti božanstvo, on je pač sendviče hotel delati. In s tem posledično. Tam je res najde poslanstvo, ampak to ni bil njegov cilj, da bo malo božanstvo. To je prišlo zaradi tega, ker je pač dobro delo, pa ker sta s kovačem dobro nože naštimala, veš, pač proces je bil, ne, veš, se ni zgodil kar čez noč. Pa stari Bargi ga je pač proglasil za božanstvo. Dobro, Bargi mora zmeraj ga proglasiti za nekaj, pač, sploh če pride v ognjeni koči, kaj pa češ reči? Ja, valjda ne, nekako se moraš razložiti, kako do tega prišlo. Ja, valjda ne. Ja, no, tako da v bistvu Ford ga je poslušal, ne, in ga vprašal, pa nikoli nisi pomislil, da je to res duhamoren naravnost med oči namerjen, presunljiv, mukotrpen dolg čas. Ne. Kar za Forda najbrž je bil, če bi pač, ne. Mislim, veš, Ford je že bil, kako se že reče, je že bil brodolomec na enem planetu, ampak je imel veliko stvari za početi v bistvu, ne. Tako da, če bi bil on na Lamueli, bi po mojem se mu zmešal, še preden bi stari Bargi lahko prvo je po njemu spesno. In pol Forda zanima, kako bo ta, ne, v bistvu, kako je bo ta podurhala z tega planeta, ker tisto, kar je bilo v paketu, a tle že razloži, kaj je bilo v paketu, ne še? Aha. V bistvu ne. Ne še, bomo to pol. Ampak v glavnem vpraša, kako priti z planeta
ampak s planeta se težko pride, zato ker mu Artur razloži, da pač ne. Ni glih prav pogost promet klečes. Mislim, razen njegove ladje, utriljene ladje, une ladje, ki je bila paket prinesla, pa take je on prišel. Kar je v bistvu kar neki ladji. Mislim, to je v bistvu. Ja, v bistvu. Mislim, za kukar je Vukojebina kao. Zadnje 3 so bile res na gosto, ognjena kočija je bila par let nazaj, ne, ampak tako. V bistvu je bolj na gosto, kot bi človek mislil. Glede na Vukojebino, ki jo hoče prikazati. Ja. Kajde. Ja. No, ampak vmes še nek grom oglasi, pa avtor hoče povedati, da bo zdaj neki, ne, da bo nekaj se vzgodilo. Nekaj se vzgodilo, ne. Neki duni, grmi. In v tem Ford pove, Ford reče, ne razumeš, kako važno je to, da hoče reči, da mora ona dva zgasniti, pa ne neki rešiti, ali ne vem, ko bo to delala. In Artur pravi, kaj, misliš na mojo hčerko, čisto sama samcata v galaksiji? In pol je pečina običajnik. Ja. Ja, očetovski nagon se je zbudil. Ja. Zdaj bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Ampak ne, že v naslednji epizodi, ker bomo obdelovali drug del tega poglavja, zdaj pa kar končajmo. Ja, najlepša hvala, ker ste nas poslušali čist do konca epizode, v kateri smo spet spremljali ljubeče snidenje Arturja in Forda. Te, da se imate vsakič bolj rada, kaj jih vidiš. Če bi nam radi povedali, da nas imate radi, ali pa tudi ne, ali pa da karkoli tretjega, Discord kanal Samo brez panike čaka na vas, Mirje. Smo pa tudi na družabnih obrežjih posod, afna, opravičujemo se. Razglednice, pa dopisnice, pa pisma, pa še vedno čakamo. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Hvala, čau. Adios. Čau. Mater vola. Narobe sem začel snemati, mislim, nisem narobe začel snemati, ampak narobe sem time kode postavil, zdaj nisem vedel, kje smo točno na minutah. Malo smo bili daljši, ja? Dobre. Smo bili.